Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznolikostjo, kjer se je razvil enakovreden odnos med človekom in naravo. V kar 124 državah sveta je pod okriljem Unesca nastala mreža biosfernih območij, del katere je tudi Slovenija. Slovenija, dežela z neverjetno biotsko raznolikostjo, se ponaša s kar 4 biosfernimi območji, kjer je poleg ohranjanja biotske raznolikosti najpomembnejši cilj trajnostni gospodarski razvoj, ki ustvarja enakovreden odnos med naravo in človekom. Kraška pokrajina je svetovno prepoznavna značilnost Slovenije. Biosferno območje Kras in porečje reke Reke vključuje tudi regijski park Škocjanske jame z neverjetno naravno in kulturno dediščino, ki je hkrati na območju svetovne dediščine Unesca. Kraška narava je zdrava. Imamo srečo, da živimo v butiku biotske raznovrstnosti. Rada rečem, da je to naš 5-zvezdični hotel na prostem. Lokalni ponudniki s parkom Škocjanske jame delimo zelo podobne poglede glede odgovornega ravnanja z okoljem, glede nujnega varovanja narave in ohranjanja biotske pestrosti. Obiskovalce praktično nagovarjamo s sorodnimi vsebinami. V letu 2013 smo se vključili v shemo kakovosti Kraški med. To pomeni, da je naš med podrejen stalni kontroli višje kakovosti in kontroli geografskega porekla proizvodnje kraškega medu. Zaradi podnebnih razmer in posebne mikroklime na Krasu so naši medovi bolj suhi in zreli ter tudi zelo bogati z minerali in rudninskimi snovmi ter encimi. Tako se to izraža v polni in izraziti aromi medu, kar prispeva v največji meri k temu, da je naš kraški med drugačen, bolj aromatičen od drugih medov. Čebelarimo že skoraj 25 let. Danes imam 90 čebeljih družin, od tega 25 v čebelnjaku, ki je postavljen na zaščitnem območju parka Škocjanske jame in biosfernem območju. Pridelamo več vrst medu in sicer rešelikin, akacijev, lipov, cvetlični, gozdni in kostanjev med. V manjši količini pridobivamo še cvetni prah, vosek in propolis. V letu 2016 je park Škocjanske jame razvil svojo blagovno znamko za lokalne ponudnike. Moram poudariti, da smo bili prvi nosilci te blagovne znamke. Znamka je znak zaupanja, kakovosti, porekla, trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja, varstva narave in lokalnega izročila in nam pomaga pri prodaji in sami promociji našega medu. Naše skupno poslanstvo je ohranjanje in prezentacija kraške naravne, kulturne, etnološke, zdravilske in kulinarične dediščine tega območja. Sem eden od številnih pridelovalcev jabolk na biosfernem območju Krasa. Na območju Borginov so že od nekdaj pridelovali jabolka, posebno taka so bila znana ta visoko debelna. V naši dolini so pa pred 40 leti napravili melioracijo in nam posekali vsa ta drevesa, tako da smo ostali brez jabolk in zato smo šli v nove nasade. Tako da smo napravili pol hektarja na začetku in tako smo dali ajdaret, jonoholt, hloster, melioros, zlati deliše. Vsako leto na naši kmetiji pridelamo okrog 30 ton jabolk, ki jih v jeseni tudi prodamo. Iz jabolk, ki jih ne prodamo, izdelujemo tudi druge proizvode, kot so jabolčni sok, jabolčni kis, razna žganja, sušimo krhlje. Za kakovostne proizvode smo prejeli številna priznanja. K nam prihajajo številni, ki cenijo naše dobrote in to nam omogoča delo za naprej.
Učni zeliščni vrt, kjer je na ogled zakladnica evropskih zelišč, začimbni nasad s 7 generacijami submediteranskih začimbnic, sadna in zelenjavna njiva za samooskrbo, kraški travnik s kraškimi divjinkami, divjo hrano in kraška domačija, ki je lani praznovala 180 let. To so moji ustvarjalni poligoni. Živa zemlja, živa hrana, živi ljudje. To je osnovno sporočilo, ki ga med zeliščnimi sprehodi in kulinaričnimi hodi delim z našimi obiskovalci. Dobrodošli v moji živi kuhinji. Na krožniku rada ponudim izvorne okuse naših krajev. Moja specialiteta so začimbe. Te dišeče krasotice dodajo življenjsko energijo tako ljudem kot jedem. A veste, začimbe so bile v zgodovini luksus, valuta, zaradi njih so se praktično odkrivali novi svetovi. V bistvu so ljudje že vedeli, zakaj. Poleg izjemne palete arom in okusov so odlične zdravilke in tega se še danes zavedajo v precejšnjem delu sveta. Eni začimbi sem se še posebej posvetila. Z njo se intenzivno ukvarjam že 7. leto. To je kraški šetraj, avtohtona kraška začimbnica. Odlikuje jo pravi kraški karakter. Pravzaprav smo vsi Slovenci lahko ponosni, da živimo v evropskem središču biotske raznovrstnosti. Zavedanje o tem bi morali negovati na vseh nivojih in to bi morale posvojiti tudi vse razvojne strategije. Biosferna območja ohranjajo naravno in kulturno dediščino svetovnega pomena in prinašajo inovativen življenjski pristop sobivanja narave in človeka, ki omogoča razvoj in napredek.